Osnovni zakoni električnih krogov. Električni krog ali električno vezje je vezje sestavljeno iz izvirov, porabnikov in vodnikov električnega toka. Vezja se nahajajo v skoraj vseh vsakdanjih sodobnih elektronskih napravah, ki nam lajšajo življenje, kot so na primer avtomobilski ključ, žepno računalo ali mobilni telefon. Čeprav se omenjene naprave uporabljajo za relativno preproste naloge, so električna vezja, ki se nahajajo v njih, daleč od preprostega. Vezja so namreč le redko tako enostavna, da jih lahko analiziramo s sekvenčnim reševanjem zaporedno ali vzporedno vezanih elementov, saj večino modernih vezij poleg linearnih elementov običajno sestavljajo tudi nelinearni elementi. K reševanju takšnih vezij moramo pristopiti z učinkovitejšimi metodami, osnove katerih bomo spoznali v vaji, ki jo vam bomo predstavili. 3 metode analize električnih krogov. Za analizo zapletenih vezij lahko uporabimo direktno Kirchhoffovo metodo, ki pa zaradi ogromnega števila enačb, ki jih moramo nastaviti, ni najbolj primerna. Prvi Kirchhoffov zakon pravi, da je vsota tokov, ki izstopajo iz nekega spojišča vezja, enaka nič. Drugi Kirchhoffov zakon pa pravi, da je vsota vseh napetosti vzdolž sklenjene zanke vezja enaka nič. Pri uporabi direktne Kirchhoffove metode moramo nastaviti toliko neodvisnih enačb, kot je vej v vezju, in nato izračunati sistem enačb. Ostaneta nam še 2 metodi, metoda spojiščnih potencialov in metoda zančnih tokov. Ti 2 metodi nam omogočata nastavitev zmanjšanega števila enačb in posledično lažje reševanje sistema. Vse 3 metode temeljijo na matričnem zapisu med seboj neodvisnih enačb, izračun pa prepustimo računalniku. Izvedba poizkusa. Za izvedbo poizkusa bomo potrebovali merilno desko s priborom, vezne žice, voltmeter za enosmerno napetost, ampermeter za enosmerni tok, enosmerni vir in uporovno dekado. Tekom vaje bomo merili električne tokove skozi posamezne elemente in električne potenciale posameznih spojišč glede na izbrano referenčno spojišče. Z izmerjenimi vrednostmi bomo narisali potencialni diagram. Najprej bomo vse naštete elemente zvezali po prikazani shemi. Merilno območje na voltmetru nastavimo na avto, merilno območje na ampermetru pa nastavimo na 5 amperjev. Vezje še enkrat preverimo in vključimo napajanje. Na točkah A, B, C, D, E, F in G, ki so prikazane na shemi, izmerimo potencial glede na referenčno sponko A in vrednosti zapišemo v tabelo. Pri meritvi moramo biti pozorni na predznake potencialov in po potrebi popraviti napetost vira med sponkama A in B na 10 voltov. Negativno sponko voltmetra vežemo v točko A, pozitivno točko voltmetra pa vežemo v točko B.
Izmerimo potencial v točki B. Pozitivno sponko voltmetra prestavimo iz točke B v točko C. Izmerimo potencial v točki C. Pozitivno sponko zopet prestavimo iz točke C v točko D. Izmerimo potencial v točki D. Pozitivno sponko prestavimo iz točke D v točko E. Izmerimo potencial v točki E. Iz točke E pozitivno sponko prestavimo v točko F. Izmerimo potencial v točki F. Nazadnje prestavimo pozitivno sponko iz točke F v točko G. Izmerimo potencial v točki G. Postopek ponovimo še z ampermetrom in izmerimo vejske toke, pri čemer pazimo, da ga vežemo zaporedno. V vsako vejo vezja smo pri vezavi vstavili kratkostični vezni člen. Ampermeter vežemo vzporedno z veznim členom. Vezni člen odstranimo in odčitamo tok. Rezultat meritve zabeležimo, vezni člen pa vrnemo nazaj na svoje mesto. Tok I1. Tok I2. Tok I3. Tok I4. Tok I5. Tok I6.
tok I7. Dano vezje z vidika priključenih sponk B in D nadomestimo s Theveninom napetostnim nadomestnim virom in med sponkama B in D določimo napetost odprtih sponk. Izmerimo tok kratkega stika ter z izmerjenimi podatki izračunamo notranjo upornost. Tok kratkega stika. Napetost med točkama B in D. Med sponki B in D vežemo opor upornosti 82 ohmov in izmerimo napetost na tem oporu in tok skozi njega. Na oporovni dekadi nastavimo vrednost 82 ohmov ter jo povežemo med sponki B in D. Izmerimo napetost na tem uporu. Izmerimo tok 82-ohmskega upornika. Vezje Theveninovega nadomestnega vira povežemo s poprej določenimi vrednostmi napetosti odprtih sponk in notranje upornosti med sponkama B in D. Pri tem uporabimo nastavljiv enosmerni vir in oporovno dekado. Na nadomestnem viru izmerimo napetost odprtih sponk, tok kratkega stika in delovno točko za breme upornosti 82 ohmov. Pri vsaki meritvi preverimo in po potrebi ponovno nastavimo Theveninovo napetost nadomestnega vira. Napetost med sponkama nadomestnega vira, ko je med njima priključen 82-ohmski upornik. Izmerimo tok skozi 82-ohmski upor priključen med sponki nadomestnega vira. Izmerimo tok kratkega stika med sponkama nadomestnega vira. Izmerimo napetost med odprtima sponkama nadomestnega vira. Na koncu vaje izklopimo napajanje in razvežemo tokokrog. Na koncu še primerjamo rezultate in ugotovimo, da smo uspešno realizirali Theveninov nadomestni vir. Če bi prejšnje vezje in Theveninov nadomestni vir zaprli vsakega v svojo škatlo, iz katerega bi gledali le sponki B in D, z merjenjem napetosti in toka na sponkah ne bi mogli določiti, kaj se nahaja v kateri škatli.
originalno vezje ali nadomestni vir zanj.